Pozdravljeni. Revizija preteklosti je nekaj, kar si želi marsikateri posameznik in nažalost tudi avtor, ki se ali pa tudi se ne ukvarja s Formulo 1. In danes si bomo ogledali, do kakšnih posledic lahko pripelje, če odpremo tako imenovano Pandorino skrinjico. V sodobnem času so revizije kar naenkrat postale popularne. Kar naenkrat se najde množica takšnih in drugačnih skupin, ki bi želele dobesedno spremeniti preteklost. In tako imamo celo revizije v literaturi, kjer v novejših izdajah se spremenijo določeni termini in nekateri, kot Felipe Massa, razmišljajo o možnosti, da bi nekaj takega uvedli tudi v Formuli 1. In o tem razmišljanju smo govorili tudi že na kanalu v 14. komentarju novic, kjer sem pa možnost spremembe zaključka svetovnega prvenstva leta 2008 označil, vsaj iz mojega zornega kota, za izjemno malo verjetno. A sedaj se lahko začnemo spraševati, ukolikor bi bilo kaj takega realno, kam bi lahko prišli. Vemo, da je Flavio Briatore kršil pravila, ko je Nelsonu Piquetu mlajšemu zaukazal, da se na veliki nagradi Singapurja zaleti v zaščitni zid. Tako je pomagal moštvenemu kolegu Fernandu Alonsu, da je prišel do zmage. In afera je naslednje leto prišla na dan. A komaj danes je Bernie Ecclestone priznal, da je zgodbo vedel, ampak v navednicah za dobro Formule 1 sta jo z Maxom Mosleyjem nekako pometla pod preprogo. In Felipe Massa nekako si želi, da bi rezultate velike nagrade Singapurja razveljavili, in tako bi bil Lewis Hamilton ob lepo število točk. A zanimivo je, da Lewis Hamilton v tej zgodbi ni pravzaprav nič kriv. V bistvu je bil Felipe Massa oni, ki na veliki nagradi Singapurja je dosegel 0 točk. In pravila so kršili pri neki drugi ekipi. A sedaj se mi, navdušenci, lahko začnemo spraševati, namreč kaj gledamo? Šport, realnost ali neko nanizanko, ki začenja počasi postajati podobna onim srednje-južnoameriškim za neskončno deli, kjer pravzaprav se dogajajo neverjetne stvari. Pa pojdimo s fantazijo korak naprej in nekako vzamimo za možno, da bi Felipeju Massi celo to uspelo. Postal bi prvak leta 2008. Nekateri bi bili zadovoljni, kajti Lewis Hamilton jim ni simpatičen in verjetno v njihovih sprevrženih mislih je vsak naslov manj za Lewisa Hamiltona, naslov več za njih. A konec koncev, ukolikor bi bila možna taka revizija, bi se lahko nekdo spomnil, naprimer Damon Hill, da bi podoben postopek uvedel za sezono 1994. Ampak ne govorim o tistem trku na zadnji dirki med njim in Michaelom Schumacherjem. Govorim o dejstvu, da pravzaprav pri FIA so dobro vedeli, da je bil Benetton B194 proti tehničnemu pravilniku. Če se spomnite, dobili so software, ki je bil takrat prepovedan, znana in potrjena dejstva, a zadevo so pometli pod preprogo, zaradi tega, ker so tako hoteli rešiti čast Formule 1. In glavni akteri afere, Flavio Briatore, Bernie Ecclestone in pokojni Max Mosley. Isti ljudje, ki so bili na vrhu afere tudi leta 2008. In ker gre za šport, morajo za vse veljati enaka pravila.
Upam, da se tu strinjamo. In tu je treba dodati, da Michael Schumacher oziroma takrat ekipa Benetton je dobila direktno prednost s tem kršenjem postopkov in pravil. In torej se lahko začne naš razmislek, ukolikor odpremo Pandorino skrinjico, kaj vse se bo lahko revidiralo. In verjetno mnogi izmed vas boste dejali, najmanj velika nagrada Abu Dhabija 2021. A tu moramo biti pozorni, namreč, če izbrišemo tisto dirko, pravzaprav kakšnih sprememb ne bi bilo. Lewis Hamilton in Max Verstappen sta imela pred začetkom zadnje dirke enako število točk, ampak Max je imel zmago več, torej po veljavnem pravilniku bi v vsakem primeru postal on prvak. In to je tudi razlog, zakaj naprimer kakšne pritožbe strani Mercedesa ni bilo. A Bernie Ecclestone je znan po tem, da rad krši pravila. Naprimer, v revizijo bi lahko dali rezultate sezone 1981. leta. Namreč takrat je bilo znano, da Brabham BT49C je imel izjemno zanimive rezervne dele, naprimer bistveno težje sprednje in zadnje profile. Naprimer, vozniški sedež je v neki izpeljanki celo imel 30 kg. In to zaradi tega, naprimer, da je imel Nelson Piquet med kvalifikacijami bistveno pod težo svoj bolid. Nato pred tehtanjem so mrzlično zamenjali dele in vse je bilo popolno. Tudi višina samega bolida se je spreminjala in odvisno seveda od trenutka, ali so ga merili statično ali je bil na progi, kjer je bil pod tistimi 6 cm, kar je takrat veleval pravilnik kot minimum. A seveda, takrat se je o tem govorilo, ampak nič storilo za dobro Formule 1. A se lahko začnemo spraševati, če si Felipe Massa zasluži naslov svetovnega prvaka in to zaradi tega, ker je nekdo tretji bil malce zvit in skušal prelisičiti sistem? Ali se lahko začnemo spraševati, zakaj se stalno pojavljajo v raznih medijih Flavio Briatore in Bernie Ecclestone, čeprav vemo, da so oni tisti negativni liki v naslednjih zgodbah? In kar je bolj bistveno, zakaj dajemo pozornost takim virom, ki nekako razpredajo zgodbe, ki konec koncev res škodijo ugledu Formule 1. Nihče izmed nas si ni vzel nekaj minut časa in lepo v pripombah na članek zapisal, da je zgodba čisto navaden trač, senzacionalizem in da nima nobene zveze s tistim, kar bi lahko imenovali šport. In seveda gre za šport, kjer se tekmovalci morajo držati pravil. Kolikor jih nekdo krši, je v bistvu naloga one organizacije nad njim, da ga kaznuje, ukolikor ta ne sprejme seveda določenih akcij, je seveda zadeva uradna. In sedaj smo pa tam. Navedel sem le nekaj primerov, ko bi revizija rezultatov lahko bila nekako tudi presenetljiva. Naprimer, kdo izmed nas bi si lahko predstavljal, da pokojni Carlos Reutemann bi v resnici lahko bil svetovni prvak leta 1981 ali Damon Hill dvakratni svetovni prvak in še bi lahko naštevali. Ampak kam bomo prišli, če bomo zmeraj popuščali nekemu mnenju užaljenja manjšine, ki si želi spremembe preteklosti? Kar je bilo, je bilo. Še posebej zaradi tega, ker oni, ki se pritožujejo, nekako izrabljajo to možnost zaradi lastnega neuspeha. Bodimo iskreni, Felipe Massa naslova ni bil sposoben priboriti si na progi. In tu gre krivdo pripisati predvsem njemu. To, da je Lewis Hamilton izkoristil priložnost, je pa seveda njegova karakteristika. Ampak zakaj v zgodbo vlečemo tretji element,
torej ekipo Renault, Flavija Briatorja, Bernija Ecclestona in vse ostalo, je nekaj, kar meni osebno ni razumljivo. Seveda, razen tega, da res večina ljudi sovraži Lewisa Hamiltona, zato mu je treba naslove pobrati, čeprav to ni preveč športno. A vem, sam razmišljam na zastarel način, kjer revizije preteklosti niso možne. A za danes hvala za vašo pozornost in nasvidenje.